z vami nekako deliti 4 zgodbe in s temi 4 zgodbami narediti nekako vod v to idejo socialnega kapitala. In prva zgodba se začne nekje leta 2013, vse zgodbe so dokaj moderne in začel bom s tem gospodom tukaj gor. To je en zanimiv gospod, ime mu je dr. William Muir, Američan, razvojni biolog, ki se je leta 2013 spravil nekako raziskovati kokoši in poskusil narediti nekako superproduktivno jato kokoši. In kar je naredil, je primerjava med tem, kako bo v različnih generacijah se razvijala neka superproduktivna jata kokoši in jo hkrati primerjal s tem, kako se bo razvijala ena povprečna jata kokoši. Kako je računal produktivnost? Preprosto, štel je, koliko jajc so zvalile, zelo enostavno, da se nimajo dosti dela. No, ampak izbor najprej res tistih najbolj produktivnih kokoši v eni jati in povprečnih kokoši v drugi jati. Pustili so zadevo 6 generacij in po 6 generacijah pogledali, kakšni so bili rezultati. Zelo presenetljivo je prišlo do tega, da so kokoši v normalni jati pač delale normalno. Po pričakovanjih, koliko jajc kokoši zvalijo, se je zgodilo tudi tam. Kar je bilo pa v drugi skupini, v drugi jati kokoši, samo 3 kokoši so preživele. Namreč superproduktivne kokoši so se pokljuvale med sabo in s tem je nekako dokazal, da pri samih jatah, recimo živali, kot so ptice, prihaja do tega, da superučinkovite ptice lahko svojo superučinkovitost dosegajo samo s tem, da zatirajo druge. In teza, ki jo je iz tega ven postavil, je, da želja po neki superproduktivnosti je bila v bistvu kontraproduktivna. Ta ideja je mnogokrat prevedena tudi v moderni management, v smislu, če želimo imeti ekipo, ki se ne bo pokljuvala med sabo, po domače povedano, moramo gledati, kako jo sestavimo. In če pogledamo, kako gradimo moderne time, ali pa kaj je ideja kadrovskih služb ali pa timov pač po vseh modernih organizacijah, je zbrati čim bolj talentirane posameznike, čim bolj kreativne, s čim več znanja, s čim več izkušnjami. Če pa prenesemo znanje iz razvojne biologije v prakso in rečemo, da če je možno, da si ti superproduktiven samo s tem, ko zatiraš druge, potem rabimo popolnoma nek drug način delovanja. Se pravi, imamo superproduktivne kokoši in peteline na eni strani, ki dejansko s tem naredimo kontraproduktivnost v samih ekipah. Kaj torej narediti? In ugotavljamo, da je neizbor samo super talentiranih ljudi v en kup nekaj, kar bo merilo učinkovitosti, ampak vprašanje, kako bodo oni sodelovali med sabo. To je zgodba številka 1. Gremo na zgodbo 2 leti starejšo zgodbo, ki se nanaša na idejo o inteligenci timov. Okay, mogoče ste kaj slišali okoli tega, ker je bila zadeva zelo tudi javno objavljena v poslovnih medijih. Namreč vprašanje je bilo, ki so se ga zastavili na Univerzi Carnegie Mellon skupaj z MIT, se pravi Massachusetts Institute of Technology, če so posamezniki lahko inteligentni in imamo različne inteligenčne kvocijente, no v bistvu, kaj sploh je inteligenčni kvocijent? Kaj je to? Kakšna ideja? Kdaj lahko rečemo, da je nek posameznik inteligenten ali pa da ni toliko inteligenten? Se ukvarja kdaj pri vas inteligenca? Z emocionalno največ, ne? Ok, se pravi, če ima človek visok inteligenčni kvocijent, lahko nekako trdimo, da je to nek faktor, ki lahko predvidimo vnaprej, da se bo ta človek znašel v zelo različnih situacijah, da bo znal zelo različne tipe problemov reševati, ne glede na to, kakšen problem mu damo, bo imel večjo sposobnost rešiti nek primer, kot nekdo, ki ni toliko inteligenten ali pa ki ima nižji inteligenčni kvocijent. In njihova ideja je bila, če so lahko posamezniki inteligentni oziroma ne, a so lahko tudi timi. In so postavili idejo kolektivne inteligence. Se pravi, če imamo na eni strani posameznike in na drugi strani kolektiv, obstajajo kakšne povezave med tem. In ideja je spet podobna prejšnji, ne? Če damo mi same superinteligentne ljudi v tim, ali bo potem tudi tim na koncu superinteligenten. In timom so dali serijo nekih nalog za reševati, ne? Tukaj je bilo skoraj 700 posameznikov v prvem poskusu dano v različne time in ugotovili so, da ni prav nobene korelacije med tem, koliko inteligentni posamezniki so v timu in koliko je tim kot skupina na kolektivnem nivoju kolektivne inteligence izkazal na koncu.
Se pravi, niti skupna povprečje inteligence tima posameznikov ni nič koreliralo s kolektivno inteligenco na koncu. Se pravi, to ne drži. In so se začeli fajn ukvarjati s tem, kaj pa potem je tukaj v ozadju, in nekako 3 faktorje so odkrili, kaj je tisto, kar dela time dejansko inteligentne. In prvi faktor tukaj, ki ga imamo, je komunikacija. Ne komunikacija na splošno, ampak komunikacija v smislu porazdeljenosti, koliko posamezni član tima komunicira z drugimi. Spravi, koliko je bilo to unikatno razporejeno po timu, višji inteligenčni kvocient je tim kadar. Če sem to čisto praktičen, recimo, kako izgleda sestanek vaše ekipe? Ne? Kdo koliko govori? Se pravi, če vsi govorite približno enako, bi to nekako izkazovalo visoko inteligenco timov. Če en govori veliko, pa drugi malo, je to že težava. Težava je pa tudi v drugo smer, če je kdo skozi tiho. Ne? Se pravi, bolj, ko je bilo to enakomerno razporejeno, višja inteligenca tima je pa na koncu izkazana. To je prva stvar. Druga stvar, zelo zanimiva, je socialna občutljivost. Se pravi, koliko so bili ljudje sposobni napovedati občutek drugega, že samo s tem, da so ga pogledali. Se pravi, če vi zdaj pogledate člane svojega omizja, a lahko rečete, kako se ta trenutek počutijo. To so naredili z zelo zanimivim testom, ki ga tudi uporabljamo za test avtizma, drugače reče se mu branje misli skozi oči, prevedeno iz angleščine, in sicer dobite slikico človeka samo čez oči in je vprašanje, a boste znali iz tega nekako vedeti, kako se človek počuti. Tako mu rečem, za občutek imam tukaj gor eno takole slikico, no takole izgleda. Okay? Se pravi, če vi pogledate tegale človeka v oči, a lahko rečete, kako se počuti. In na voljo so imeli 4 možnosti, pa bomo zdaj mi tudi malo potestirali našo socialno občutljivost tukaj, kako se počuti tale človek. Prva opcija, igriv, se pravi igrivo. Druga opcija, potolaženo. Tretja opcija, razdraženo in četrta opcija, zdolgočaseno. Kaj pravite? Igrivo? Koliko vas je za igrivo? Okay. Easy. Ok, bomo še enega, da bomo tudi po spolih enakovredni. Kaj pa tale gospodična? Šaljiva, zmedena, poželjiva ali prepričana? Ne, če tega, eno je. Zmedena, poželjiva. Okay. Tukaj ste videli recimo 2 primera od 38, ki se v tem testu pojavljajo, in to sta 2 najbolj enostavna. Tako da, ok, ne, bomo to drugič. Ne. V glavnem, socialna občutljivost je bil drugi faktor, ki je zelo močno vplival na inteligenco, končno inteligenco timov. Bil je pa še tretji faktor, ki je najbolj razburkal poslovne medije tistega časa, tudi v Harvard Business Review je bil objavljen tekst na to temo, ker je bil majčkeno kontroverzna trditev, ki pa so jo dokazali. In sicer, procent žensk v timu. Kaj pravite? Kdaj je tim bolj inteligenten, če je več žensk noter ali manj? Glede na populacijo tukaj, mislim, da je odgovor jasen, ne? Evo, tole je pa graf. Ne? Tole je graf, ki prikazuje približno procentualno, koliko žensk v timu bi moralo biti za maksimalno inteligenco tima. In kot vidite na začetku, ne, če je tole 0%, se pravi, da je to popolnoma moški tim, če se doda 25% žensk, inteligenca tima je padla. Zakaj? Ker se začnejo s čim drugim ukvarjati. Ja, njihov razlog je bil, da so mogoče majčkeno potlačene in so majčkeno bolj tiho, če so v manjšini. Ne? Čim... Kako? No, vse to je to. Ne? Recimo tim 10, to pomeni nekje 2 ženski noter. Ne? Ko pridemo na pol, smo tam, ampak ko pa pride do 75%, se pravi 7 do 8 žensk v timu 10, tam je bila pa inteligenca dokazana najvišje. Se pravi, razporejenost komunikacije je bila pravilna, vse je teklo tako kot mora in tam so bili najvišji ocene učinkovitosti oziroma inteligence tima. Ne? In pa pri 100%, pri samih ženskah je pa stvar spet strmo padla navzdol. Ne? Zakaj pa to? Ne? Ok, to je mogoče posebna tema, ki je ne bi danes obdelovali. Gre pa za to, ne, da lahko pogledate takoj skozi te 3 oči, v kakšnem timu delate vi. Koliko recimo ljudi tukaj noter dela v timih, ki je več žensk kot moških v njem?
A se izpregledam iz kadrovske, se normalno. Ok, recimo to je zgodba številka 2. Inteligenca timov, pa kolektivna inteligenca nima nobene veze z inteligenco posameznikov, ampak ima veze s popolnoma nečim drugim, kar smo videli tukaj. Ok? Pojmo na zgodbo številka 3. Zgodba je modernejša, stara 2 leti, imenuje se pa projekt Aristotel. Mogoče ste tudi o tem kaj prebrali, namreč gre za projekt Google-a. Google je postavil idejo in sestavil serijo ekip, serijo strokovnjakov skupaj, katerih glavna naloga je bila ugotoviti, kaj naredi v Googlu res učinkovit tim. Njihova ideja je bila, zberemo vse možne podatke, ki jih lahko zberemo tisti trenutek, in Google obdeluje maso podatkov in mislim, da je to ena izmed raziskav iz tega področja, ker so res ogromno podatkov obdelali. 180 timov je sodelovalo v raziskavi in iskali so tisti X-faktor tima, da je lahko na drugi strani res učinkovit. In jasno, ideje so bile te klasične, dajmo najboljše ljudi skupaj, dajmo najbolj izkušene ljudi skupaj, dajmo najbolj raznolike ljudi skupaj, serija nekih idej, kako bojo ljudi skupaj dejali, in ugotovili so, da nič od tega ne pomaga. Avtorica te raziskave je rekla na koncu, glede na svojo hipotezo, we were dead wrong. To je bila njen stavek. Ker ugotovili so eno stvar, ki sestavlja tudi model, zunaj, če ste mogoče videli, imamo par modelov na področju timskega dela, en od njih je tudi ta, ki se mu reče Googlov projekt Aristotel model timskega dela, tukaj na desni ga imate, si ga lahko pogledate tudi kasneje, ampak bistvena stvar, ki so jo prikazali, je, da tim, ne glede na to, kdo ga sestavlja, rabi psihološko varnost. Kaj pa je zdaj psihološka varnost? Mi to dostikrat prevajamo tudi v neke vrste zaupanje, ampak bistvo je, da se ljudje upajo deliti svoje ideje z drugimi, brez da bi imeli občutek, da jih bo kdo za to kaznoval, da jih bo sram, kar so rekli, da razmislijo 5-krat predno rečejo svojo idejo, ampak da ideje letijo ven. Se pravi, tim, ki je sposoben ekipi dati občutek, ali pa posameznikom dati občutek, da lahko serijo idej konstantno dajo na plano, ima občutek psihološke varnosti in to je čista osnova za učinkovitost timskega dela po Googlu. Sicer vidite, ima še par drugih stopenj, ki se malo na engagement nanašajo, ampak to je druga zgodba, govorimo o čisti osnovi. Osnova tukaj je psihološka varnost. Mogoče pomislite malo na svoje ekipe. Kako potekajo debate v vaših ekipah? Ali letijo ideje same ven, ali 5-krat pomislite predno date idejo, ali so kolegi zadržani predno kaj rečejo, ali imajo možnost stresati ideje na mizo. Osnova za učinkovitost tima v naši zgodbi številka 3. Gremo pa v najmodernejšo zgodbo, ki je pa letošnja zgodba, leta 2017. Gre za podjetje Humanize. Podjetje Humanize je mlad startup v Kaliforniji, v Palo Altu, ki se je sestavil skupaj iz bivših znanstvenikov iz MIT-ja in njihova ideja je bila sociometrija. Se pravi, kako se merijo povezave med ljudmi. Mi smo kot Team Building Akademija tudi v povezavi z njimi, mi bi si zelo želeli njihove rešitve pripeljati tudi na ta konec sveta, tako da zdaj se še pogovarjamo, kako do tega priti, ampak tukaj imate ustanovitelja podjetja z eno zelo zanimivo stvarjo v rokah. Kaj mislite, kaj imate? Kamera? Nekaj sopte. Stvar, ki imamo v rokah, je tako višek moderne tehnologije na področju sociometrije, na področju zaznavanja sodelovanja med ljudmi, ki se je reče sociometer. A smo slišali pravilni odgovor tam dal? Bravo. Ok, sociometer, namreč to je izum, ki ga podjetje Humanize ponuja zdaj pač na trgu, zdaj delajo teste tega in tudi že se da dobiti v komercialne namene. Gre za to, da vsi zaposleni dobijo okrog vratu sociometer. Sociometer pa meri aktivnost posameznika med svojim delom. Meri, koliko se premika okrog, meri, koliko govori, meri, koliko miga z rokami, meri, koliko se s kom druži, ker se te sociometri med sabo povezujejo. In v ozadju ves čas se te stvari merijo in nekako izrisujejo mreže, ki jih posamezniki delajo v podjetju. Recimo tukaj sociometer meri vse razne vsebine pogovora. Vsebine pogovora je pa off limits. Kaj mi dva govoriva, to pač se ne dela. In že tako moram reči, da je kar zanimivo, da je tudi majčken etičen odpor v podjetjih zaradi te stvari. Se pravi, je to moja osebna stvar, s kom kaj delam ali ni. In imajo kar debate okrog tega, dokler ne vidijo vsi nekega plusa v ozadju.
ker recimo prihodnost tega tipa, po njihovem mnenju, je, da bojo čez 20 let vsi zaposleni imeli en takšen mečken name tag zgor, ker bo tvoje ime pa priimek in bo to vse noter spravljeno itak. Spravi, tehnologija je tle, to bo se zgodilo. Vprašanje pa je, a bomo mi to znali tudi kot kadrovski delavci to dobro uplesti v zadevo, pa pozitivno, ali bo to neko res zloraba osebnih podatkov, ali kako naj temu rečem. No, recimo, če pogledamo, to je en izmed dashboardov, ki jih lahko dobite iz takega sociometra ven. To je oseben dashboard, tega vsak posameznik vidi. In recimo, ko imate vi en mesec, ko vsi zaposleni v podjetju to gor, pride do tega, da zmeri tukaj, koliko časa sem preživel na dolgih sestankih, koliko na kratkih sestankih, koliko na srednjih sestankih. In točno mi je jasno, kaj sem delal ta mesec z ostalimi. Tukaj recimo, koliko sem bil tukaj aktiven, a sem hodil okrog, a sem bolj sedel, ali kaj sem delal pač ta mesec. Tukaj gor imamo, koliko sem jaz dominiral v komunikaciji. Se pravi, koliko sem jaz govoril, koliko sem pa poslušal, da drugi govorijo. In serija polna takih informacij, ki jih lahko posameznik dobi čisto za oseben razvoj. Po drugi strani pa jasno so tudi menedžerski dashboardi, ki pol vidijo, kako se timi družijo in tako naprej. Ampak to ni bistvo današnje teme. Današnja tema je bistvo, kaj se po enem mesecu dobi, ko ljudje nosijo ta sociometričen badge gor in dobi se ena taka mreža povezave med ljudmi. To je slika recimo enega podjetja. Pravi, točno se vidi, koliko kdo s kom sodeluje in kakšne te povezave so. In zanimivo je, da prišli so do dokaza, ko so naredili število kvalitetnih povezav z uspešnostjo podjetja in so ugotovili popolno korelacijo tukaj. In kar to pomeni je, da več kot kvalitetnih povezav v podjetju so odkrili, bolj uspešno je bilo podjetje na drugi strani. Se pravi, to je bilo 1:1. Ja? Kvalitetna povezava, pridemo do tja. Kvalitetna povezava je osnova socialnega kapitala in to je tisto, kar sledi našim 4 zgodbam. In če jih vzamemo vse skupaj, imajo en imenovalec. In en imenovalec edini je ta, da dejansko sploh ni pomembno, kdo so člani tima, dosti bolj pomembne so povezave med njimi. Se pravi, kako so ljudje povezani, kakšen način komunicirajo, kaj se pogovarjajo. In če te vse 4 zgodbe zdaj združimo v idejo socialnega kapitala, ki je tole, puščic se skoraj da ne vidi, pa poglejmo, kaj dejansko je socialni kapital. Po eni strani smo ugotovili to, da če je socialni kapital močen, imamo na drugi strani učinkovitost oziroma uspešnost podjetja garantirano. Ampak na drugi strani pa, kaj mi dejansko rabimo za socialni kapital, so pa 3 stvari. Ena stvar je število povezav, to nima veze s kvaliteto, to so samo te nitke, ki ste jih videli, kakšne dejansko te povezave, koliko teh povezav je. Drugo vprašanje je, kako so te povezave ciljno usmerjene. Se pravi, da se mi da pogovarjava kar nekaj, ali se mi da pogovarjava nekaj, kar je celotno podjetje usmerjeno v nek cilj. Se pravi, gre za ciljno orientacijo, gre za vsebino, kaj noter je v smislu preglednosti, v smislu jasnosti, da vsi nekako gremo v isto smer. In pa tretja stvar je pa ključna, kar se mene tiče, je pa zaupanje. Se pravi, tudi če imamo mi serijo teh povezav med sabo, pa tudi če informacije hitro tečejo skozi, če v teh informacijah ni zaupanja, če se ljudje ne zaupajo med sabo, te informacije ne bojo prave. In če odkljukamo vse 3 stvari, pridemo do kvalitetne povezave. Če povzamem celo stvar, je ideja v praksi, ki jo vidimo, kako se oddelki kadrovski lotevajo v modernih podjetjih, da bi bilo teh povezav čim več. Moderno okolje nas sili v to, da je teh povezav čim več, ker jih mora biti, če hočemo biti konkurenčni, z uvajanjem visokih tehnologij. Prav zelo veliko se vlaga v neke procese, se vlaga v nek software, se vlaga v nek hardware, se vlaga v mrežne povezave, v videokonference in serija, še stvari naprej. Kar je okej in je neizogibno, ker dejansko visoka tehnologija pomaga. Samo, a pomaga na vseh področjih za razvoj socialnega kapitala ali ne, to je pa ključno vprašanje. In če dodamo mi naše 3 osnove za razvoj socialnega kapitala, se pravi število povezav, ciljna usmerjenost in pa zaupanje, kaj od tega lahko rešimo z uvajanjem recimo visoke tehnologije? A lahko rešimo število povezav med posamezniki, da se poveča? Jasno, se pravi, več, ko imamo hitrejših nekih mailov, več, ko imamo hitrejših online klepetov in tako naprej, hitrejše to gre.
A lahko delamo kaj tudi na ciljnih povezavah oziroma na to, da so jasne informacije predstavljene vsem posameznikom v podjetju? Lahko, ne? Lahko zelo močno vplivamo s tehnologijo na to. Tretje vprašanje pa, a lahko z visoko tehnologijo gradimo zaupanje? Ne? Tukaj se pa ustavi. In ne glede na to, koliko smo mi vložili v razvoj nekih procesov v ozadju in nekih IT storitev, ki nam pomagajo pri teh povezavah, če skozi te povezave ni v ozadju zaupanja med člani ekipa ali pa med člani podjetja, kakorkoli že med vsemi zaposlenimi, se socialni kapital ne bo zgradil in potem pač te učinkovitosti oziroma uspešnosti, ki jo iščemo tukaj v ozadju, žal ne bo. Kaj pa narediti na zaupanju? In recimo tukaj dostkrat pa tudi mi pomagamo z programi, ki jih uvajamo, namreč gradimo zaupanje med ljudmi. Tudi ko govorimo recimo o virtualnih timih, ki imajo zelo močno tehnološko podprto v ozadju, virtualni timi, če hočemo zgraditi zaupanje, se dobijo fizično, face to face in nekaj naredijo skupaj, predno grejo spet na vsak konec sveta. Na vsakem milestonu, ki ga imajo, se morajo dobiti, spet predebatirati in spet iti na razen. Te razne konferenčke, ki se dogajajo po svetu enkrat na toliko in toliko časa in gre spet na razen za korporacije, so ključnega pomena, da se to zaupanje zgradi. Je pa recimo pri uporabi takih tipov programov se tudi močno razvijalo skozi zadnja leta in tukaj imam en tak pregled, kaj se je recimo dogajalo, tako da dobimo majčken vpogled v celotno zadevo. Namreč, če pogledamo 20 let nazaj, kako so se ekipe lotevale gradnje zaupanja, se pravi, so bili neki timski programi, ki so bili zabavni, aktivni timski programi. Se pravi, več ali manj je bilo to, poznamo vsi, pejmo na rafting, pejmo na večerjo, pejmo na paintball, to je naš nek povezovalni program, malo se bomo sprostili, malo se bomo spoznali in to je bilo to. In tukaj ne moramo reči, da je stvar kakorkoli slaba, seveda lahko dobra, ni pa ciljno usmerjena in lahko se kaj zgodi, lahko se pa ne. In takim programom zdaj recimo rečemo team bonding programi. Gremo mi ven, se bomo imeli fajn, pa pridemo nazaj, to je to. Recimo 5 let kasneje se je temu dodala načrtno usmerjena nota, se pravi, zdaj gremo pa na team building. Mi pa želimo, da se zdaj vezi naredijo na nek način, ne glede na to, kaj mi počnemo. Še vedno ostaja zabavna nota, jasno, ampak doda se ciljna usmerjenost. Ali je to nek trener zraven, ali to vodja se ekstra pripravi, pa se govori še mogoče malo o čem drugem, kot samo o pivu pa o čevapih. 5 let kasneje, govorim o slovenskem področju, pa sem zelo pripravljen tudi za debato, če bo kakšna ideja zraven, so se začele dodajati dodatne izobraževalne vsebine. Se pravi, mi bi šli na team building, hkrati bi se pa učili še kaj zraven. Mi bi se učili mogoče projektnega managementa, ali pa naš tim ima problem s time managementom, kaj če bi mi mogoče en tak program zbrali, ki dela malo na tem, pa kaj rekli pa na koncu v tej smeri. Ker dosti lažje je govoriti o tem, kako je nekdo zamudil ali pa kako nekdo počasi dela, tem, ko se nekaj šraufa skupaj, kot pa kako je to v procesu v službi. Ampak relacije med posamezniki v timu so popolnoma enake in govorimo o isti stvari, samo preko drugega kanala, kar je jasno dosti lažje. Približno 5 let nazaj, po naših izkušnjah, pa govorim o večini. So ekstremi, jasno, ki so bili že dosti prej ali pa dosti kasneje, ampak o večini naročnikov, s katerimi mi delamo, pred 5 leti se je zelo začela uvajati kultura podjetja v vse programe, ki jih izvajamo. Se pravi, da ne gremo mimo vrednot. Pravi, če imamo mi nek timski program, mora biti vrednote nekje v ozadju, moramo nekaj govoriti o kulturi, se mora nekaj premakniti tudi na tem nivoju. Seveda ne negiramo nič odprej, vse odprej ostane isto, gre samo za nadgradnjo. In kompleksnost teh tipov dogodkov se močno povečuje. Če vzamemo, kaj se dogaja ta trenutek, in to je trend tudi na svetovnem nivoju, se pa dogaja medoddelčno sodelovanje. Prav čas bolj prihaja do izzivov med tem, da vse naši timi so že v redu, sam ko morajo pa skupaj kaj delati, tam se pa malo zatakne. In ves čas več je poudarka na tej ideji timov, pravi, da naša organizacija je ena velika ekipa, ki je sestavljena iz polno manjših ekip. Kar pa pomeni, da na raznih dogodkih ni več dosti, da je samo ena ekipa tam, ampak jih mora biti več. Kar pomeni, da se tudi napihne število udeležencev na tem dogodku. Da pa je stvar še mečko bolj začinjena, kar se dogaja tudi v zadnjih letih, je pa velika želja korporacij, da so vsi tej nekak dogodki prepleteni z družbeno odgovorno noto. Se pravi, da imamo vse tukaj zraven, kar tukaj gor je v dogodku upleteno, pa da je ta dogodek še na nek način družbeno odgovoren.